Dan pred uradnim začetkom se je odvila posebna projekcija v sklopu 17. Festivala slovenskega filma. Na brezplačni projekciji v dvorani Auditorija Portorož je zbrane najprej pozdravil vodja festivala gospod Igor Prasel. Danes je prav poseben večer, ker v bistvu že lansko leto smo poskusili na predvečer festivala narediti posebno projekcijo. S tema dvema filmoma kažemo, kako bogata je zgodovina slovenskega filma in kako nepoznana je v bistvu. Dobivamo novo ministrico za kulturo, ampak tisti, ki bo prišel na to mesto, ima pred sabo zelo pomembno nalogo in to je predvsem digitalizacija slovenske filmske zgodovine. To je neminovno in to je potrebno narediti, da se očuva in da se tudi na drugih formatih digitalnih predstavi. Mislim, da je to nekaj, za kar se moramo boriti in se bomo v prihodnosti tudi borili. Sledila sta dva filma iz leta 1964. Najprej bil na vrsti krajši 17-minutni film Na slikoviti obali avtorja Žarka Petana, kjer se je občinstvo lahko spominjalo, kako je izgledala slovenska obala 50 let nazaj. Ja, se je spremenila, pa hkrati pa tudi ne. Na eni strani tisto, kar ne bi bilo lepo in kako včeraj je bilo takrat ravno tako, kot je po svoje danes, s tem, da je mogoče celo malo več romantike, kot jo danes doživljamo. Na drugi strani se pa vidi, ampak to je pa verjetno stvar filma, da je to toliko let nazaj, da je to res potem lep spomin na okolje, na čas, ki je bil takrat, ampak pravim, mislim, da trenutku pa tudi doživljaš vse, zdaj pa ni kaj dosti lepše ali niti boljše, tako da rečeš, ali se je kaj spremenilo, ali je bilo tukaj kaj razvoja. Se pravi, je bilo pa hkrati tudi ne. Sledil je še daljši prvenec, sicer dramaturškega režiserja Francija Križaja. Film Zarota se ukvarja s popolnoma drugačno, a zelo aktualno tematiko. Korupcija ter politične in gospodarske spletke. Tako spremljamo zgodbo, ki je malo koga pustila ravnodušnega. Zelo mi je bil všeč, seveda ta film očitno je bil nekje zanemarjen ob strani, pa po svoje razumem, zakaj je bil, ker je bil zelo pogumen za tisti čas, če se spomnimo tistega obdobja, pa hkrati tudi umetniško pravzaprav prepričanje, mogoče igra malo arhaična za današnje pojme, to težko ocenjujem, ali bi rekel marsikaj, kar se tiče glede igre, bi danes pričakoval drugače, boljše, če se reče temu lahko boljše, ne vem. Mislim, da ga je zelo vesel, da sem ga imel možnost gledati in mislim, da tudi priporočal gledalcem, da si ga ogledajo, če bojo možnosti, pa tudi, da bi mogoče res ta film digitaliziral in zaživel še eno novo življenje, kar ima marsikaj sporočiti, ne samo v času, ko je bil, ampak tudi kot filmska umetnina sama.